Dober dan. Dober dan. Kar. Dober dan. Ne, tako ne. Anban, 5 pod 4, miši, buh me piši, vija, van, jaz sem. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar se je končno vrnil v Slovenijo. Menda je Kanado zapustil na lastno željo. Zaradi zlorabe uradnega položaja ga doma že nekaj časa čaka 6-letna zaporna kazen. Priletel je z letalom, sicer na državne stroške, a glavno je, da je Boris spet doma. Pravosodni minister Lovro Šturm je takole naznanil njegov prihod. Doktor Boris Šuštar je, to lahko potrdimo, zdaj v Sloveniji. S tem se je tudi zaključilo prizadevanje ministrstva za pravosodje, ki se je začelo 20. julija letošnjega leta, potem, ko smo prijeli obvestilo z okrožnega sodišča v Ljubljani, da se Boris Šuštar ne pojavlja več na njihovih obravnavah. Šturm je komentiral tudi obrazložitev ustavnega sodišča ob zavrnitvi pobude za ustavno presojo 21. člena zakona o Slovenski obveščevalni varnostni agenciji. Vlada pritrjuje ugotovitvam posebne vladne delovne skupine za nadzor Sove, da je ta leta 2004 posegla v človekove pravice s preširoko razlago pooblastil iz zakona o Sovi. Ustavno sodišče je v tem sklepu o zavrženju postopka tudi vsebinsko precej opredelilo nekatere dele sedanjih zakonskih opredelitev v zakonu o Sovi in tudi ravnanje, ki je bilo opravljeno v Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji na podlagi tega zakona. V poslanskih klopeh je poslanec iz vrst SD-ja Marko Pavliha uspel svojo pobudo vladi, da bi na 27. januarja v Sloveniji umestili dan spomina na žrtve holokausta. Bilo je samo še vprašanje časa, ali bo to storila ta vlada ali še druga, da bo 27. januar, tako kot mnoge druge evropske države, tudi svetovne države, razglasila za takšen spominski dan. Vse to je vlada razložila v odgovoru na pobudo. Opozicija je Ena račka je umrla, ali pojdeš na pogreb? Ja. Koliko več, ko boš nosila? 7252. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1249, 7250, 7251, 7252. Jaz sem. Opozicija je z obstrukcijo uspela začasno prekiniti sejo državnega zbora, na kateri so poslanci sprejemali tako imenovano pokrajinsko zakonodajo. Poslanec stranke SDS Franc Pukšič je tako komentiral obstrukcijo dela opozicijskih strank. Glejte, popotnica ustanavljanja pokrajin z obstrukcijo teh istih je približno takšna kot ti isti, ki sedaj obstruirajo, ko so imeli oblast, niso nič naredili, to pomeni, so bili proti občinam, so sedaj proti pokrajinam in veliki del teh poslancev je bil tudi proti samostojni Republiki Sloveniji. Žal pač tudi takšni še vedno obstajajo. 4 dame, poslanka Majda Širca, prvopodpisana pod peticijo o podporo brezplačnemu cepljenju proti HPV, humanemu papiloma virusu Bernarda Eklin, predsednica društva Kala za boj proti okužbam s HPV in rakom materničnega vratu Renata Capuder-Mermal ter ginekologinja Lucija Vrabič-Dežman so obiskale Ministrstvo za zdravje. Od ministrice Zofije Mazej Kukovič so želele izvedeti, kakšna je usoda skoraj 46.000 podpisov, ki so jih v enem mesecu zbrali na spletni strani združenja Zares. V času evropskega predsedovanja bomo v Sloveniji imeli konferenco o boju proti raku, ne bomo pa še imeli cepljenja proti raku na materničnem vratu, ker, kot razumem, 6 mesecev se tukaj vidimo ponovno, oziroma upam, da se nam ne bo treba, ker bo predhodno oziroma v tem času to sprejeto. Ministrica Mazej Kukovičeva je s problematiko zdaj očitno seznanjena. To problematiko sem zaznala že prej kot tista, ki sem uporabnica zdravstvenih storitev, čeprav so se nekateri posmihali, da kot uporabnik zdravstvenih storitev ne moš biti minister. No, ampak ko sem prišla na ministrstvo, seveda sem se seznanila
z stanjem na tem področju, tudi sem se seznanila z stanjem v Evropi na tem področju. O pediatrični kliniki pa ministrica ni želela govoriti. Najverjetneje s to tematiko še ni seznanjena. Služba z javnosti vas bo o tem Včeraj je bil dan Združenih narodov. Društvo za Združene narode za Slovenijo je ta dogodek slavnostno obeležilo. Slavnostni govor pa je prebrala dr. Breda Pavlič, ki je v njem okrcala Georgea W. Busha in njegovo razsipnost. Well, you gotta pay for the war, don't you? Zanimivo samo en primer. Prav danes je objavljena vest, da ameriški predsednik zahteva dodatnih 46 milijard dolarjev za financiranje vojne v Iraku, kar pomeni, da bo skupni znesek ameriških sredstev porabljenih v tej vojni blizu 500 milijard dolarjev, to je 10-krat več od zneska, ki je bil najavljen na začetku vojne. Zapleti s predsedniškimi volitvami še vedno trajajo. Eden od članov Državne volilne komisije, Janez Pogorevc, pa je kljub temu precej optimističen. Vsekakor potekajo stvari popolnoma brez kakšnih težav in jaz mislim, da bomo tudi drugi krog speljali tako kot prvi, brez kakršnih koli problemov. No, zadnje smo še vsake volitve speljali tako kot treba v tej državi. Šport, kolobarjenje, dama, psihoanaliza, Schrödingerjeva mačka, bencin, veliko njega, vesoljske postaje in lubrikanti, Rambo 4, LED dioda, žlahtna plesen, Kajzerce, Van Gogh, Gruzija, omet, preproge, penicilin, Weimar, Damjan Murko in šah. V Kopru so obeležili 10. rektoričin dan. Letos je slavljenka Lucija Čok, v okviru katerega se je zgodil celodnevni študentski športno-družabni žur. Študentom Univerze na Primorskem predstavimo odprtokodno programsko opremo, to je v bistvu alternativa v tem, ki jo vsi poznajo, recimo Windows. Uporabniki lahko sami sprobajo, da v bistvu tudi Linux oziroma vsi odprtokodni programi niso nič česa, kar se lahko bojijo, da lahko uporabljajo tudi v Linuxu razne spletne efekte, kot je recimo kocka, recimo več na mizi, malo se igrajo z okni, vse bliska, se sveti, zgleda ful dober. Slovenija, 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 kultura. V Narodni galeriji so slovesno odprli razstavo 3. bienala vidnih sporočil Slovenije in razglasili 15 Brumnovih priznanj in 7 pohval žirije. Eden od nagrajencev, član fundacije Brumen, Ranko Novak, je bil nad mednarodno žirijo navdušen. Med seboj niso zelo usklajeni, kar pomeni, da vsaka od nagrad, ki je dodeljena, prihaja iz kresanja mnenj različnih profilov in različnih pogledov na oblikovanje. In to je kvaliteta definitivna tega žiriranja. Ljubljanski Zoran Župan Janković pa je ob otvoritvenem govoru zopet izrekel nekaj modrih besed. Zame je najboljše tisto delo, ki pokaže pravo vsebino in kako hočete vidno sporočiti. Mislim, da bi lahko tudi politiki to uporabljali, videli ste te volitve, kar želite povedati, je ostava to, da nikako ne poskušate nekaj spreminjati, ampak tisto, kar najboljše v tem, dajte sporočiti, tako da bomo vsi dojeli. Vreme! Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Tako.